Živijo, bolj tukaj. Vi gledate Mataniz, jaz tukaj razlagam mato na najbolj easy način. Vem, da je matematika ful raznolik predmet, pa da sem dovzemal samo snov za malo više razrede oziroma malo težjo snov. Zato se bomo danes kar lepo obrnili k osnovam oziroma k eni malo lažji snovi. Oziroma, to so soda in liha števila. Vem, da večino vas to obvlada, ampak tudi večino vas bo to rabila enkrat svojim otrokom razložiti in upam, da vam bo ta filmček pomagal, ali pa lahko svojim otrokom kar ta filmček pokažete. Pravno ja, šli bomo skozi soda oziroma liha števila, oziroma parna in neparna števila. Torej, par sta v bistvu dve stvari, torej jaz imam dve roke oziroma par rok. Pol jaz imam dve ušesi oziroma par ušes. Torej, ravno bi mogel reči ušesa, ampak ker sem rekel dve, lahko rečem ušesi v dvojini. Ali pa tudi, naprimer, jaz imam dve nogi oziroma par nog. Saj me sedi, da imam dve nogi. Glavno ja. Tukaj imam napisane števile, pač številke, od 1 do 5, ne. Pač tisto število, ki je toliko črtice napisanih. Torej, ena ima eno črtico, dve ima dve črtici in tako naprej vse do 5. Torej, zdaj vemo, da par sta v bistvu dve števili. In kaj pa tukaj pri ena, ki je samo ena črtica? Torej, nima para, ne? Bom zraven napisal ne. Ne. Pri dva pa sta dve črtice, oziroma je par, in tale par bom jaz kar lepo povezal, da bo videti KH. Pač to je par, ne, samo res je videti nekako KH. Ok. Pol pri 3, ne, res, da imam tukaj en par, ampak tale črtica mi je še ostala, ne, ker nima para. Bom tudi zato, ker nima para, napisal ne. Pri 4 imam 4 črtice, oziroma 2 para, super, ne. Pri 5 imam 2 para, ampak že spet, ena črtica nima para, oziroma ena črtica ostane, zato bom zraven napisal ne. Zdaj bom sam že tukaj vzel takole lepo modro kredo, pa bom povsod napisal par. Torej, par ena imamo ne para, dve imam par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 . Tole ni glih bilo najlepše. Pol pri 3 imam ne, pararararararar, ne par. 4 imam pararar. In še pri 5 imam ne, pararar. Easy, ne? Upam. Torej, ja, zdaj vemo, da ena je nepar, ker nima para, dve pa je par, ker je H. Se zvedam. Pa 4 tudi par, ker sta pa 2 H, ja, ne? Zaradi tega, ker se poveže v par. Mene pa zanima, zakaj se imenuje torej soda pa liha števila. No, soda števila se imenuje zato, ker če vzamem zdaj oranžno kredo, tukaj pri 2, pač pri ena je samo ena črtica, ne moram nič s tem narediti, ampak pri 2 pa sta 2 črtici in naredim neke vrste oval. To je videti približno kot soda, ne? Pri 3 tudi lahko naredim pol takole sod, pri 4 imam 2 soda. To je veliko sodov. In še 2 soda imam pri 5. Vse skupaj imam že 4, jaz imam že 6 sodov pisal. Ja, zdaj pa vidimo, da tukaj je ena črtica ostala, pa tukaj je tudi ena črtica ostala. No, tam, kjer ni ostala črtica, bom jaz takole narisal sode zraven. Torej, tamle je sod, tukaj ni sod, ker ostane črtica, tukaj je pol sod. Torej, tukaj in tukaj imam sod. In zdaj vidim, da povsod tam, kjer je soda, ne, je to par, a ne? Par. Zaradi tega tudi rečemo, da so soda števila parna števila, a ne? To je par, sod, a ne? Cool. Ampak zakaj so pa liha števila? No, tukaj bi moji starši rekli, ostane lih ena črtica zmanjka. No, če damo zdaj, pač ta lih pustimo, ne? Ampak če damo ena črtica zmanjk ven, pa pride še A, ker to bi bilo predolgo, da bi celo lih ena črtica zmanjka števila. Torej, ja, lih pustimo, ena črtica zmanjk damo ven, pa nastane lih A števila. Liha števila, to so pa tukaj,
ker ostane lih ena črtica, ne? Oziroma, liha števila so tudi neparna števila, ne? Zato je tudi to takole, pa to takole, oziroma takole, pa takole, pa takole. Glavno, to je to. Upam, da vam je bil ta filmček všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkite. Aha, pa gledajte si še računalniško dobrovilo Hestia Pro. Oni so mi zrihtali računalnik Raketo Pro. Oni prodajo torej kompjuterje oziroma računalnike, miške, tipkovnice, vse kar rabite za računalnik. V glavnem, to je to. Mogoče se navračite na YouTube kanal Mata na Easy. Lepo se imejte in se vidimo kdaj drugič. Čau!